V Mariboru se bo zgodil drugi karierni sejem za mlade zapovrstjo. Sejem je predviden predvsem za učence 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki jim bodo pestrost poklicev predstavili srednješolci in različna podjetja. Organizatorji potrjujejo sodelovanje 37 osnovnih in 28 srednjih šol. Sejem je dejansko namenjen mladim osnovnošolcem in pa srednješolcem, da spoznajo poklice, kakšne so možnosti za nadaljnjo pot v karieri, kako poklici izgledajo v živo. Saj se na kariernem sejmu predstavljajo šole skupaj z konkretnim poklicem. Zato je to izjemna priložnost za mlade, da lahko na enem mestu vidijo celotno sliko poklicev in pa nadaljnjo karierno pot. Zdi se mi zelo pomembno, da na enem mestu lahko pokažemo konkretne prihodne možnosti zaposlovanja. Me veseli, da bo na tem sejmu tudi svojo stojnico prisotna Magna, ki bo lahko pokazala konkretno, kaj vse ponuja v okviru svojega koncerna, in vsi ostali ponudniki. Bo preko 60 stojnic in mislim, da takšno sistematično, dalj časa trajajoče nagovarjanje mora preslej tudi obroditi sadove. Poudarek gospodarstva v Podravju je predvsem na kovinsko-predelovalni in prehrambeno-predelovalni industriji in storitveni dejavnosti. In zato je pomembno, seveda, da se mladi odločajo za poklicno orientacijo in se seznanijo prav s temi podjetji, ki načeloma dajo to povpraševanje, in teh je vedno več, in so seveda skozi to tudi nujno potrebni za razvoj gospodarstva. Pričakujejo približno 2500 udeležencev, ki se bodo lahko z informacijami kariernega sejma seznanili na 65 različnih stojnicah. Nekako panožno pokrili celoten spektr naših podjetij, imamo več kot 11 različnih panog in več kot 33 različnih podjetij. Predvsem pa želimo pokazati poklice, kot sem že prej omenil, ki so zaposljivi. Se pravi, v tisti fazi, ko je na nek način na Zavodu za zaposlovanje dnevno potreba po takšnih delavcih, in predvsem targetiramo seveda na dijake, ampak predvsem bi želeli osnovnošolcem pokazati in prikazati, kako izgledajo v realnosti posamezni poklici, kaj je lepega na posameznem poklicu, kaj je tudi seveda zahtevnega, kakšne so kompetence, ki jih nekdo potrebuje, kakšni so izzivi, ki jih lahko takšen poklic ponudi jutri, in seveda, kdo so eni izmed potencialnih delodajalcev prihodnosti. Zdi se mi pomembno to, da dobijo otroci, dijaki, mladostniki, tudi brezposelne osebe, mogoče, ki so že dalj časa na zavodu prijavljene, ene informacije na enem mestu, kvalitetne informacije o tem, kakšni izobraževalni programi so na voljo, katera delovna mesta so tista, ki so perspektivna delovna mesta, kako izgledajo ta delovna mesta. Največji problem otrok je, ker se verjetno ne znajo velikokrat sploh predstavljati, kako posamezno delovno mesto izgleda. Pa moram reči, da to ni samo problem otrok, ampak tudi odraslih, kar pomeni, kvalitetna informacija mora priti iz enega konca na drugega, zato da se lažje ljudje odločajo. Isto je pri otroci. Otroci oziroma mladostniki morajo dobiti kvalitetno informacijo, zato je toliko pomembno, da se deluje tudi gospodarstvo, ne samo izobraževalne inštitucije, ker v teoriji vedno vse poznamo, v praksi pa nam je velikokrat pač manj jasno. Torej, tudi Univerza v Mariboru tokrat že drugič sodeluje. Namen pa je, da predstavimo Univerzo v Mariboru v celoti na eni stojnici z vsemi študijskimi programi, s podporo, ki jo nenehno nudimo v okviru aktivnosti kariernega centra Univerze v Mariboru. Prizadevamo si, da ta ciljna skupina čim prej zazna pomen karierne orientacije, pomen priložnosti, ki so na trgu dela. Novost letošnjega sejma bo predstavitev nevladnih organizacij, kot sta recimo Mladinski kulturni center, Center za sluh in govor in drugi. Sodelujoči menijo, da bo šele čas pokazal otipljive rezultate kariernega sejma. Letošnji bo potekal v dvorani Tabor v Mariboru med 8. in 13. uro.